Glasbeni utrip. Gospe in gospodje, lepo pozdravljeni. Ta teden v Glasbenem utripu poročamo z 3 koncertov, omenili pa bomo tudi poseben uspeh slovenskega zbora. Slovenska filharmonija je prejšnji teden organizirala drugi koncert cikla SOS z naslovom Odtekanje časa. V Narodnem domu Celje je bil 3. abonmajski koncert Celjskega godalnega orkestra, v Mariboru je koncertna poslovalnica gostila komorni orkester iz Basla. Iz Kopra pa sporočajo, da je komornemu zboru Vikra z dirigentko Petro Grasi družina Ricarda Mutija poslala vabilo, naj se kot rezidenčni zbor udeleži prestižnega ravenskega festivala. Začenjamo v Mariboru. V dvorani Union je bil v petek 13. februarja 3. koncert orkestrskega cikla koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor, ki letos zaznamuje 80 let delovanja. Gostoval je komorni orkester iz Basla z bolgarsko dirigentko Deljano Lazarovo. Podrobneje Tjaša Krajnc. Koncertna poslovalnica Maribor je začela v mestu delovati leta 1946 kot prva tovrstna ustanova v nekdanji državi Jugoslaviji. Inavguralni koncert je 18. marca 1946 izvedel orkester Tržaške filharmonije pod vodstvom dirigenta Jakova Cipcija. Takrat je koncertna poslovalnica nakazala svojo ambicioznost ter svetovljansko vizijo, ki uspešno sledi tudi danes. Pred začetkom koncerta komornega orkestra iz Basla je v slavnostnem nagovoru ob 80-letnici delovanja koncertne poslovalnice Maribor spregovorila njena programska vodja Barbara Švrljuga, ki jo vodi od leta 2009. Na naših koncertih v dvorani Union in neredko tudi drugod po Mariboru nastopajo najimenitnejši svetovni glasbeniki. V festivalskih delavnicah pa se kujejo prodorni koncertni programi v sodelovanju domačih in tujih umetnikov. 8 desetletij so številni mariborski akterji in tudi tisti od drugod, od glasbenikov in producentov do pomembnih osebnosti iz kulturnega življenja, predano in neprekinjeno delali za to, da je bogato koncertno življenje v Mariboru postalo samoumevnost. Še več, tudi za že pregovorno toplino in pozornostjo mariborskega občinstva stojijo generacije obiskovalcev, ki koncertnih dogodkov ne dojemajo zgolj kot družabnih priložnosti, kar tudi so, ampak kot možnost za raziskovanje globin glasbe in razsežnosti ustvarjalnosti človeškega duha. Slednje je bilo skozi vso 80-letno zgodovino koncertne poslovalnice eno ključnih težišč njenega delovanja in pomembno je, da bodo takšno priložnost imeli tudi v prihodnje, zlasti tudi domači glasbeniki. Po maju 2023 je v Mariboru znova gostoval komorni orkester iz Basla, ki letno izvede okrog 60 koncertov. Glasbeniki baselskega komornega orkestra izvajajo temeljna dela standardnega repertoarja in tudi starejša glasbena dela, ki jih predstavljajo v skladu s historično izvajalsko prakso. Pogosto pa izvajajo tudi sodobne skladbe. Njihov koncert v Mariboru je vodila mednarodno vse bolj uveljavljena in uspešna dirigentka Deljana Lazarova iz Bolgarije, ki je študirala dirigiranje na Visoki šoli za umetnost v Cirihu, sicer pa je tudi profesionalna violinistka. V tej sezoni je glavna gostujoča dirigentka pri simfoničnem orkestru ameriške zvezne države Utah in pri škotskem simfoničnem orkestru BBC v Glasgowu. Njen izvajalski repertoar obsega glasbo od dunajskega klasicizma do glasbe 20. in 21. stoletja ter tudi nova dela sodobnih skladateljev. Deljana Lazarova je o orkestru in programu koncerta povedala. Komorni orkester iz Basla sem spoznala leta 2022, ko smo pripravili naš prvi skupni koncert. Nato pa sem z orkestrom odpotovala na koncertno turnejo po Južni Ameriki.
Zelo rada delam s tem orkestrom, saj je vsak njegov član, vsak glasbenik sposoben solističnega igranja. Člani orkestra imajo zelo svoboden način dela, saj lahko vsak izmed njih prispeva svoje ideje in pobude. Vsak glasbenik si zelo prizadeva za kakovostno skupno orkestrsko igro. Kot dirigentki mi delo zelo olajšata čudovito delovno okolje in ustvarjalno vzdušje med glasbeniki. Menim, da je naš koncertni spored s 3 deli skladateljic prav briljanten in hkrati poseben izziv. Želeli smo vključiti simfonijo številka 4 Emilije Mayer. Ob tem je pianistka Aleksandra Dovgan skupaj z orkestrom predlagala, da bi izvedli in povezali 2 klavirska koncerta v A-molu. Mladostni koncert Klare Schumann in koncert Roberta Schumana iz zrelega obdobja. Simfonije številka 4 nemške ustvarjalke Emilije Mayer tudi v Nemčiji ne igrajo pogosto. Zato je bila toliko bolj soglasna odločitev, da jo vključimo v koncertni spored. Kot edino gradivo te simfonije je ohranjen izvirni klavirski izvleček za klavir 4-ročnik. Nemški skladatelj in aranžer Andreas Starkman pa je domislil, kako naj bi simfonija zvenela v orkestrski zasedbi. Njegova orkestrska interpretacija je zelo dobra in v tej orkestrski zasedbi je to simfonijo zelo lepo izvajati. And I think it's a very beautiful piece to perform. Dirigentka Deljana Lazarova je z godalci iz Basla predstavila pester spored glasbe od 19. stoletja do sodobnosti s 3 deli skladateljic. Najprej so izvedli klavirski koncert v A-molu opus 7 Klare Schumann, ki ga je ta izvrstna nemška pianistka in skladateljica ustvarila kot najstnica med letoma 1833 in 1835. V zadnjem delu koncerta smo poslušali izvajalsko zahtevni koncert za klavir in orkester v A-molu opus 54 Roberta Schumana v 3 stavkih iz leta 1845, ki ga je napisal po fantaziji za klavir in orkester. Klavirska koncerta je prepričljivo zaigrala mlajša ruska pianistka Aleksandra Dovgan, ki nastopa na najopaznejših evropskih in svetovnih odrih. Sodelovala je z uglednimi orkestri, kot so Londonski filharmonični orkester, orkester Radio-televizije Španije in orkester Slovenske filharmonije. Leta 2024 je prejela švicarsko klavirsko nagrado Prix Serdang, o podelitvi katere je pianist Rudolf Buchbinder izpostavil njeno tehnično zrelost in izrazno poglobljenost. Komorni orkester iz Basla je izvedel še 2 orkestrski deli skladateljic. V prvem delu koncerta obsežno simfonijo številka 4 v A-molu v 4 stavkih ene najopaznejših nemških skladateljic 19. stoletja Emilije Mayer, v drugem delu pa skladbo Odtenki moje tišine sodobne slovenske skladateljice Nane Forte za godalni orkester. Nana Forte, ki se že od zgodnje mladosti posveča ustvarjanju zborovske glasbe, a kapela in z različnimi glasbili, uspešno sklada tudi komorne in solistične instrumentalne skladbe, scensko glasbo in glasbo za gledališče ter dela za orkester. Omenimo mantro za godalni orkester in zaklinjanje za simfonični orkester. V skladbi Odtenki moje tišine se je skladateljica zavestno osredotočila na raziskovanje tišine kot aktivnega dejavnika svoje notranjosti. Tišino opisuje, kako zazveni, ko zapre oči in v stanju daljšega mirovanja opazuje tok svoje zavesti. V stanju takšnega miselnega dogajanja se odprejo notranje razsežnosti, ki so v skladbi Odtenki moje tišine zvenele v subtilni in tonsko pretanjeni izvedbi godalcev komornega orkestra iz Basla.
V zvočnem nasprotju je zvenela romantična simfonija številka 4 skladateljice Emilije Mayer, od katere je ohranjen le klavirski izvleček za klavir štiriročno. Orkestrsko različico je pripravil sodobni nemški skladatelj in aranžer Andreas Starkmann, ki je glasbeno domislil, kako naj bi ta priljubljena simfonija zvenela v orkestrski zasedbi. Značilnost glasbe Emilije Mayer je sicer v njeni vzpostavitvi tonalnega središča z dominantno septimo, ki se takoj ne razveže v toniko, včasih pa do tonskega razveza sploh ne pride. Ritmi v njenih skladbah so velikokrat zelo kompleksni, z več ritmičnimi plastmi, ki so med seboj v interakciji. Pod odločno in sugestivno taktirko Deljane Lazarove so glasbeniki komornega orkestra iz Basla suvereno in muzikalno polnozvočno izvedli tudi simfonijo številka 4 Emilije Mayer ter tako obsežen koncert zaokrožili s 3 deli skladateljic iz 19. stoletja in sodobnosti. Orkester Slovenske filharmonije je v torek 17. februarja izvedel drugi večer v abonmaju SOS, sodobne orkestrske skladbe. Z dirigentom Valentinom Urjupinom in solistkama, pianistkama Nino Prešiček-Laznik in Lovorko Nemeš-Dular, je izvedel delo Odtekanje časa številka 7 Uroša Rojka ter glasbo 2 ameriških klasikov 20. stoletja. Več v oceni Primoža Trdana. Odtekanje časa je ciklus, ki ga Rojko ustvarja zadnjih 6 let, ima pa ozadje v skladateljevih dolgoletnih umetniških razmišljanjih o družbi in človekovem ravnanju z okoljem. Če je orkestersko delo Dih ranjenega časa ob koncu 80-ih pretreseno ustvarjal na pragu balkanskih vojn in se v začetku tisočletja prav tako ob orkesterski Lagomeri čudil požarom in drugim naravnim katastrofam, se odtekanje časa nanaša na trenutni čas za ukrepanje glede razgradnje naravnega okolja, ki se človeštvu vztrajno izteka, če ni že povsem poniknil. Rojko nikoli ni bil izrazit glasbeni ilustrator zunanjih pojavov. V središču njegovega snovanja je glasbena logika in tudi dvojni klavirski koncert Odtekanje časa številka 7 je v prvi vrsti ustvarjalna preiskava glasbenega materiala, zato sprva najprej premislimo to materialno sled. 4 stavki dvojnega klavirskega koncerta so po značaju raznoliki, a vendar se homogeno vrtijo okrog sorodnega, delno tudi kompatibilnega materiala. Poslušamo nenehne glisande, spuščanja in naraščanja, pa obsedena ponavljanja, dobro odmerjene krešende in diminuende ali premikanja gostih tonskih grozdov. Material torej niso toliko natančne tonske strukture, ampak sonoristični elementi, ki jih lahko uresničita 2 klavirja z gostoto dogajanja in na široko odprtimi možnostmi tekstur ter kontrapunktov.
Potekanje časa 7 je hkrati ena Rojkovih najbolj koncizno orkestriranih skladb, saj z orkestrom občutljivo odpira prostor solistkama, doseže učinkovite tuti, odseke in hkrati polno izkoristi razpon orkestra od nizkih frekvenc, podprtih z bas-kitaro, do strašljivo učinkovitih visokih tonskih ploskev godal. Čeprav so 4 stavki koncerta sijajno orkestrirani pogledi na opisan material, pa skozenj namreč Rojko pretaka tudi namige na zunaj glasbeno idejo. Glisandi, krešendi ali tonski grozdi, tesno spleteni v glasbeni tok, v ozadju ves čas ohranjajo asociacije na žalobna zavijanja, opozorilna oglašanja in rušilno silo. Solistki, ki sta skladbo izvedli drugič, sta suvereno opravili garaško postvorealno nalogo, dirigent Urjupin pa je solidno uravnaval zvočna razmerja. V Galusi dvorani smo lahko tudi zelo jasno zaslišali prostorskost zvočnih gibov Rojkovega uspelega dela. Nalogo je opravilo tudi umetniško vodstvo, saj sta se skladbi Charlesa Ivesa in Johna Adamsa hkrati sprva zdeli presenetljiv odmik od Rojkove estetike, a so se ob samem poslušanju kazale nove in nove povezave. Adams in Rojko sta se v svojih delih že sklicevala na Ivesa, njegov centralni park v mraku prav tako vsebuje 2 klavirja. Ivesov zgodnje modernistični pejsaž je zazvenel v pravih kontrastih med občutljivo godalno podlago in solistično izpostavljenimi muzikantskimi izbruhi. Drugačno pozornost je zahtevalo in lahko rečemo tudi prejelo monumentalno delo harmonilere Johna Adamsa za velik orkester. Adamsova romantično zalita repetitivna muzika ni običajen interpretacijski zalogaj v maniri simfonije 19. stoletja in je Urjupina spremenila v kakšnega dirigentskega tonskega mojstra, ki je predvsem uravnaval ravni, prilagajal razmerja sekcij in poskrbel za primerno izvedbo še enega pomembnega dela 20. stoletja v ciklusu SOS.
Prejšnjo sredo je v Narodnem domu Celje zazvenel 3. abonmajski koncert Celjskega godalnega orkestra, na katerem je orkester občinstvu ponudil spoj slovenske in evropske ustvarjalnosti. Koncert je spremljala Polona Kovačič. 3. abonmajski koncert Celjskega godalnega orkestra je v Narodnem domu Celje potekal pod vodstvom umetniškega vodje in dirigenta Nenada Firšta. Program je združeval 2 krstni izvedbi mladih slovenskih skladateljev Toma Kobeta in Leona Firšta ter 2 kompoziciji Felixa Mendelssohna Bartholdija in Ernesta Blocha, ki izhajata iz evropske glasbene tradicije. Ta premišljena kombinacija je ustvarila kontraste med sodobnima slovenskima skladbama in zgodnejšima deloma, pri čemer so različne zvočne kombinacije, od flavte in viole ter klavirja do celotnega godalnega ansambla, razkrile bogat zvočni spekter. Koncert so odprli s krstno izvedbo fantazije iz opere Krst pri Savici Toma Kobeta. Kobe, ki je diplomiral iz dentalne medicine in se vzporedno izobraževal na konservatoriju za glasbo Jurij Slatkonja, smer kompozicija, je že prej ustvaril komorno opero Krst pri Savici in še 2 operi. O novi skladbi je zapisal: "Fantazija na opero Krst pri Savici je reminiscenca, spomin na pretekle čase." Godalni orkester z zvočno barvitostjo ustvari uvod v opero ter brez besed pripoveduje zgodbo o Valhunu, sinu Kajtemara, najmlajšem med junaki, ki se bojuje za črte, za lepo boginjo Živo in za bogove nad oblaki. Fantazija se razkriva kot dramaturško zaokroženo in vsebinsko tehtno delo, v katerem skladatelj premišljeno gradi napetost skozi plastenje godalnih tekstur. Zvočna arhitektura je jasna, kontrasti natančno odmerjeni. Posebej izstopa violončelo, ki ga je igrala odlična Tamara Gombač, še izraziteje pa njegov dialog z violo, ki v duu z barvnim nasprotjem, a hkrati z zlitjem in spevnostjo vzpostavlja dinamično oazo sredi orkestralnega zvenenja. Večer se je nadaljeval s končertinom za flavto, violo in orkester Ernesta Blocha, kjer sta se predstavili solistki, flavtistka Irena Kavčič in violistka Maja Rome. Njuna interpretacija je izstopala po izrazni prefinjenosti in natančnosti, orkester pa je ustvaril podporno in razgibano zvočno podlago. Po krajšem dodatku solistk je sledila druga krstna izvedba, 2 prizora za klavir in godala Leona Firšta, v kateri je bila solistka, pianistka Vita Kovše. Skladba je posvečena tako njej kot celjskemu godalnemu orkestru. Firšt je magistriral iz kompozicije na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri profesorju Dušanu Bavtku. O skladbi je zapisal: "Tematski material izhaja iz mojega filmskega ustvarjanja in se opira na romantično estetiko. Vrnil sem se k začetkom, k iskanju zvoka, ki dvigne kocine. Prvi stavek, pomlad, prepleta teme iz mednarodno nagrajenega filma Divja Slovenija in gradi izrazito slikovito, skoraj filmsko formo. Jesen izhaja iz klavirske skladbe Jesenski preludi. V postromantični zvočnosti mestoma zazveni neobaročno, z zavestnim poklonom Bachovim preludijem v motoričnosti in harmonskem loku." Vita Kovše je svoj part izvedla tehnično suvereno in izrazno poglobljeno, z občutkom za ponavljajoče se in stopnjevane fraze ter bogate barvne odtenke, je skladbi vdahnila živost in razkrila njene subtilne finese. Orkester je s prefinjeno dinamiko in zvočno prožnostjo izrisal filmske reference skladateljeve romantične poetike, ki spominja na Rahmaninova. Skladatelj je v glasbeni zasnovi ujel napetost in ritmično pulzacijo filmskega dogajanja, hkrati pa subtilno oživil Bacha skozi motorične vzorce in harmonske odmeve. Koncert se je sklenil s simfonijo za godala številka 2 v D-duru Felixa Mendelssohna Bartholdija. To mladostno delo, nastalo, ko je imel skladatelj 12 let, je orkester izvedel tehnično izbrušeno ter ohranil lahkotnost in prefinjenost zgodnjega sloga. Celjski godalni orkester pod taktirko Nenada Firšta je izkazal preciznost, slogovno prepričljivost in čut za izrazne detajle, hkrati pa tudi potrebno občutljivost do solistk.
Orkester je izvedel še en dodatek in uspešno zaokrožil večer, ki je povezoval sodobno ustvarjalnost z glasbenimi tradicijami ter s tem prispeval k razvoju in obogatitvi slovenske glasbene dediščine. Zdaj pa na obalo, odkoder prihaja lepa zborovska novica. Komorni zbor Vikra, ki ga umetniško vodi Petra Grasi, je prejel povabilo na prestižni Ravenski festival. Ta bo letos posvečen 800. obletnici smrti svetega Frančiška Asiškega. Komorni zbor Vikra bo gostoval kot rezidenčni ansambel, kar pomeni, da bo imel ekonomsko podporo festivala. Zanj se je odločil sam Ricardo Muti oziroma njegova družina. Več v prispevku Simone Moličnik. Komorni zbor Vikra sestavljajo mladi pevke in pevci slovenskega in italijanskega rodu. Zbor je ustanovila in ga umetniško vodi ena najbolj uveljavljenih dirigentk v Sloveniji, Italiji in širše v Evropi, Petra Grasi. Povprašala sem jo, kako je sploh prišlo do tako prestižnega povabila na Ravenski festival. Prišel tega sredstva na tak način, da nas je nova umetniška vodja na Leonardi slišala oziroma že povabila prej na njen festival v Orvieto festival La Terra del Cavaliere, in nas je potem tam slišala, smo ji bili tako všeč, da je predstavila našo skupino tudi sami družini Muti in so se potem odločili, da nas povabijo v ta prestižni festival, ki sicer bo imel okoli 100 koncertov maja, junija in julija, ampak nas so povabili na en poseben način v smislu rezidenčnega umetnika. 3 skupine recimo, oziroma mi smo edini zbor povabili na tak način, potem sta 2 solista. In to pomeni, da te festival ekonomsko podpira, da ti nudi prostore za vaje, da ti nudi posebne koncerte, posebne lokacije. Na primer bomo imeli vaje v kraju, kjer sam Muti ima vaje z njegovim orkestrom Cherubini, na primer. Sicer oni se nas vabi za dolg čas, v smislu tudi za mesec dni, ampak glede to, da so moji pevci, pa so pevci tudi drugih ansamblov, kot je Slovenska filharmonija ali Opera Ljubljana ali drugi ansambli tudi po Italiji in po Evropi, bilo to težko potem skombinirati, ampak bomo imeli potem 3 koncerte za Raveno festival. Prav za ta namen so se organizatorji festivala namenili, da za vabljene rezidenčne umetnike naročijo nove skladbe. Sama družina Muti se je za nas zamislila, da bi vprašali Arva Perta, če bi kaj napisal kakšno noviteto, ampak so potem nam iz Estonije odgovorili, da pač maestro ne več piše muzike, tako da so se potem odločili za skladatelja Italijana iz Milana, ki živi v Parizu in poučuje kompozicijo na Državnem konservatoriju v Lyonu, Michele Tadini, ki je sicer bil v tesnem odnosu z Lucianom Berriom med drugim, tako da bo on napisal noviteto za nas in je ves koncept samega festivala kroži okoli lika svetega Frančiška, bolj iz laičnega pogleda, in bo ves program nekje zaokrožil to rdečo nit. Sami so si zaželeli sodobno glasbo, tudi poleg romantike, in seveda bomo predstavili tudi kar nekaj slovenskih skladateljev in so bili zelo zainteresirani. In sam tudi Michele Tadini, ta italijanski skladatelj, pa bo napisal skladbo na verze Pazolinija, ampak si je zaželel tudi neke inserkte slovenskih ljudskih napevov, ker pozna slovensko dediščino in pravi, da so slovenske ljudske pesmi ene najlepših melodij evropskih držav. Ravenski festival sodi med najprestižnejše glasbene festivale na svetu. Ob komornem zboru Vikra, ki bo gostoval kot rezidenčni ansambel, bosta na tem festivalu nastopila še 2 zbora. Komorni zbor Konzervatorij za glasbo in balet Ljubljana, ki ga umetniško vodi Ambrož Čopi, in estonski pevski zbor Vox Clamantis. Gre za veliko priznanje slovenskemu zborovstvu in za zgodovinski trenutek, namreč festival, ki je v središče postavljal operno in orkestersko glasbo, se letos odpira k zborovski umetnosti, pri čemer je v osredju slovenska zborovska pesem.
Tako, gospe in gospodje, z zborom Vikra smo končali današnji glasbeni utrip. Preden se poslovimo, poglejmo le še kje in kakšna glasba nas bo razveseljevala v prihodnjih dneh. Že nocoj bo v okviru Zlatega abonmaja Cankarjevega doma potekal koncert Budimpeškega koncertnega simfoničnega orkestra, s katerim bo nastopil pianist Rafał Blechacz, zmagovalec prestižnega mednarodnega pianističnega tekmovanja Frederika Chopina leta 2005. Izvedel bo Chopinov prvi klavirski koncert v E-molu, orkester pa bo na koncertu izvedel še 4. simfonijo v F-molu Petra Iljiča Čajkovskega. Jutri, v četrtek, bo na Akademiji za glasbo potekal koncert cikla Solo e da camera, na katerem bodo zaigrali 2 flavtistki in trio. V prvi polovici večera bo Katarina Sladojević, ki je študentka Mateja Zupana, s pianistko Matejo Hladnik izvedla dela Rine Esmail, Piera Oktava Feruja in Blaža Puciharja. Drugi del koncerta pa pripravlja Iza Štih, študentka Karoline Šantel Zupan, ki bo najprej interpretirala eno od Bachovih partit, potem pa bo s triom, ki ga sestavljajo Ajda Blažević Arko violina, Brina Podgajski viola in David Pavlović violončelo, izvedla še Mozartov prvi kvartet v D-duru. V Cankarjevem domu bo istočasno potekal koncert cikla filharmoničnih klasičnih koncertov z naslovom S prizanesljivostjo. Orkester Slovenske filharmonije bo tokrat nastopil z Marijo Voščovsko, ki bo prevzela glasbeno vodstvo in zaigrala na violino. Slišali bomo divertimento za godala Bele Bartoka ter deli Ludviga van Beethovna, kavatino iz 13. godalnega kvarteta ter koncert za violino in orkester D-duru opus 61. Petkovi ponovitvi koncerta lahko prisluhnete v neposrednem prenosu na programu Ars. Poleg tega pa te dni poteka tudi mednarodno klavirsko tekmovanje Festivala Ljubljana. Danes in jutri bodo v Slovenski filharmoniji potekali še zadnji koncerti druge etape. V soboto in nedeljo pa bodo najboljši pianisti zaigrali v finalu, ki bo v obliki 2 koncertov potekala v Cankarjevem domu. Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in dirigentom Ricardom Castrom bodo pianisti poustvarili vsak en koncert za klavir in se potegovali za nagrade v skupni vrednosti več kot 100.000 evrov. Vabljeni na katerega od koncertov. Za danes bo to vse. Glasbeni utrip smo pripravili Tjaša Krajnc, Primož Trdan, Polona Kovačič, Simona Moličnik in Vesna Vovk. Napovedovalec je bil Igor Velše, tonska mojstrica pa Mirta Berlan. Če bi želeli oddajo slišati še enkrat, lahko prisluhnete ponovitvi jutri ob 11. na programu Ars, lahko pa jo poiščete tudi na portalu RTV 365. Lep dan še naprej in naj vam tudi prihodnji teden obarva glasba.